Jaz, če ne bi imel Modrijanov, nikoli ne bi imel izkušnje, kako iti do neke meje in potem še en korak čez. Mi sami smo sposobni proizvesti navdihujoče stvari, samo malček se moramo odpreti. Kot družba imamo velike težave s čustvovanjem. Glasba res čudežno, zdravilno deluje. Z nekim upiranjem starim predsodkom o sebi, ti lahko iz sebe narediš ogromno. On je harmonika igral zato, da je lažje preboleval vojno tragiko. Obžalujem, da nisem večkrat s svojim dedkom sedel pa ga spraševal v njegovem življenju. Mudilo se mi je, ne? Lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Naš današnji gost je Blaž Švab. Živijo. Blaž Švab je radijski in televizijski voditelj in vokalist ansambla Modrijani. Je eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske glasbene scene, verjetno pa najbolj prepoznavno ime narodno-zabavne glasbe ta hip. Je sijajen voditelj, pa tudi najboljši prireditelj, organizator velikih koncertov, recimo Noči Modrijanov. Poznam ga kot zelo odprtega, osredotočenega in zelo empatičnega človeka. Osebnost, ki se vedno skuša uživeti v občutke drugih ljudi in menim, da si Blaž zato tako popularen. Zdravo. Živijo, zdravo, hvala. Pogovarjala se bova o veliko stvareh, o tem, kako ti je uspelo, da so Modrijani tako zelo zabavni in popularni, o tem, kako lahko hkrati ob tem sijajno vodiš oddaje na radiju in televiziji, zakaj te imajo tako ljudje radi. Rad bi slišal tvojo življenjsko zgodbo, ki ti je omogočila, da dosegaš tako velike uspehe. Poznam pa te, kot sem rekel, kot zelo empatičnega človeka, ki se zna vživeti v slovensko dušo. Morda od ljudi, ki jih poznamo okrog sebe, si eden tistih, ki morda hkrati najbolj razume slovensko dušo v urbanem in podeželskem okolju. Mlado in staro. Tisto, ki je bolj tradicionalna in tisto, ki je bolj moderna. In bi te rad vprašal, kako vse to vidiš, kako to doživljaš in kako ti pravzaprav uspeva, da obe vse te lahko hkrati nagovarjaš. Začela bova pa z eno provokacijo, ali ne vem, kako naj to rečem. V podhodu Maxi Marketa imaš tam na zidu en tak napis, grafit, Modrijani neue slovenische Kunst. Kar je hkrati provokacija in kompliment. Ampak mogoče za začetek najne zgodbe o Modrijanih, o vsem, kar oni in ti predstavljaš, je to dobra istočnica. Kako razumeš ta grafit? Ko sem šel mimo, ne, sem hotel narediti enega selfija s tem grafitom, da bi ohranil, pa da bi to objavil, pa da bi se debata razvila. Ne glede na to, da je to provokacija, je to kompliment. Tako je. Da so Modrijani, pa tudi narodno-zabavna glasba sprejeti kot del nekega družbenega pojava, pa kot del kulture. Ko se jaz spomnim na te fante, ki so bili stari 12-13 let, prav spomnim se ene sobice za vaje, kjer ni bilo nič. Tudi naše družinske zgodbe niso ravno lahke, take, da bi rekel, da je bilo vse idealno. O tem se bo še pogovarjal, ja. Bi te rad o tem vprašal. In ko se spomnim teh fantov v tej sobici, ki so imeli samo inštrumente, pa ko so bili stari 12-13 let in da potem v 20 letih pridejo do enega grafita, ne glede na to, kaj pomeni, pa v Ljubljani, naprimer, je to konec konca en kompliment. In ne glede na to, kaj ta grafit pomeni, pa zakaj ga je sprožilo, sem vesel, da je to ime nekje zapisano, pa če tudi si včasih kdo norce dela iz tega imena ali pa kakšen vic iz tega nastane, ampak je dober občutek, da je ostalo nekaj za nami. Tako kot ti tudi jaz ogromno potujem po slovenskem podeželju in vem, kako zelo popularna je zlasti tam slovenska narodno-zabavna glasba. Ja. In začenja se že pri otrocih, tako kot pri tebi in pri tej klapi, pri tej ekipi Modrijanov, ki ste bili stari 12-13 let. Ali ste imeli takrat občutek, da igrate nekaj, kar bi v urbanih središčih šteli kot drugorazredno? Ja. Ja? Že takrat? Že takrat. Ta kompleks je globoko ugrajen. Ta kompleks je ugrajen iz vzdušja, iz občutkov, ko greš v šolo in ko samo meniš, da vadiš harmoniko. Tudi na podeželju? Tudi na podeželju. Čeprav jo vsi igrajo? Ja. Takrat Zakaj? Je to bilo. 25 let nazaj. Jaz mislim, da v osnovi imamo v Sloveniji, da se še zelo iščemo, kaj imamo zares radi, kaj nimamo radi, kdo smo, kaj čutimo, kaj se v nas pretaka, kaj nam je všeč. Zagotovo smo polni nekih kompleksov pa nekih frustracij. In te komplekse in te frustracije ne znamo najbolj reševati. Se mi zdi, da tudi kot družba imamo velike težave s čustvovanjem.
za izražanjem čustev. Včasih, ko je takšna debata med ljudmi, zakaj je hrvaška glasba tako priljubljena, zakaj hrvaški izvajalci igrajo v Sloveniji. In takrat veliko glasbenikov reče, ja, zato, ker je takšna slaba uredniška politika slovenskih radijskih postaj. Jaz pa ne bi rekel, ne? Hrvaški izvajalci, ko pridejo na oder, nimajo težav s čustvovanjem. Oni tvegajo, odprejo srce in izražajo čustva, ki jih čutijo. V slovenskem prostoru, pa tudi med glasbeniki, imamo zelo težave z izražanjem čustev. Predvsem z izražanjem jeze, ki je veliko in ki se jo ves čas čuti. In ko ti blokiraš eno čustvo, blokiraš tudi veselje, navdušenje, močno, izrazito ljubezen. Vse, kar je eksplicitno, tudi jaz z svojim vedenjem in obnašanjem. Mene so 20 let klicali, da sem opica, ker se tako obnašam na terenu, ker norim, ker skačem. Vse je prej grajeno kot nagrajeno. No, narodno-zabavna glasba je pa vedno bila en nerešen problem. Kaj zdaj to je? Ja, je to kvalitetno, ni to kvalitetno, kakšna čustva prebuja in je bila nerazrešena, tudi kar se tiče samega doživljanja. V nas, v fantih, mi smo takoj čutili, da ko smo omenili harmonika, kaj to pomeni, in takoj smo se začeli opravičevati. Ja, to je lepo petje, a veste, to je lepo petje in v šoli, in v družbi, in potem v srednji šoli. Mi smo zmagovali na festivalih, pa v šoli nismo povedali, da smo zmagovali na festivalih. A to zadrževanje čustev velja samo za narodno-zabavno glasbo, ali čeprav razumem, pravzaprav za vso glasbeno sceno? Za vso glasbeno sceno. Jaz mislim, da bomo imeli še več uspešnic, več hitov. Mislim, da bodo ljudje na terenu peli naše pesmi še bolj, ko bomo tudi mi, glasbeni izvajalci, razpucali samim sabo, da izražanje čustev ni problem. A veš, Borut, in zato mi je pri tebi bilo tudi vedno všeč, ker si pogosto tvegal. In si povedal, kaj čutiš, ne samo to, kaj misliš. Ker da je vse zelo pametno, pa da zelo mislimo, pa da smo intelektualci in tralala, je pogosto beg pred tem, kaj čutimo. Jaz pri glasbi, vsaj pri glasbi tako, pa pri marsikateri drugi stvari, misel pogosto ubije to, kar čutiš. Zato je vsa balkanska glasba v Sloveniji bila vedno priljubljena. Hočeš povedati, da je bil uspeh Modrijanov delno povezan s tem, da ste ta oklep čustev raztrgali? Tako. Mi smo šli na oder, stari smo bili 12-13 let. To je delno veljalo že za Avsenike, ne bi lahko rekli, v tistem času. V tistem času, ja. So bili zelo drzni. Slake. Ne bom pozabil zgodbe, ko je Ema Prodnik prvič zapela Slovenija tako lepote tvoje. Ona je kot to prvič v Ljubljani zapela, mislim, da v hali Tivoli, je pri prvi kitici se zlomila na odru in začela jokati. In potem je Alfi nadaljeval in odpel do konca. In ko so prišli z odra, je Slavko Avsenik rekel, Ema, a lahko to še kdaj ponoviš? Razumeli so, da s tem ni nič narobe, da tudi leta v 60-ih na odru jokati ni narobe, ampak še vedno imamo občutke, zato je pa tudi toliko nasilja, zato je toliko enih, kako naj rečem, togosti. Že ko ti ljudi pogledaš na ulici ali pa kjerkoli, ali pa tudi mlade, veliko ene togosti v drži, v mimiki, v obrazju, je veliko enih krčov. No in ta občutek pa je dober, da ga imaš, že kot otroka postavijo pred 100 ljudi, zdaj jih pa zabavaj. In mi smo bili stari 12-13 let, moja teta je imela gostilno in je rekla, lejte fantje, dobili boste $20,000. To je bil naš prvi honorar. Vsak $5,000, to je bil takrat je bil to dober denar. Jaz sem si lahko kupil ene kavbojke, fantje so si šli kupiti tudi kaj za jest in mi smo igrali 8 ur celo noč. 12-13 let stari ljudi. 100 ljudi je bilo noter, no zdaj jih pa zabavajte. Tam smo si mi začeli gojiti občutek, kdo so ti ljudje, kako se odzivajo, kaj počnejo. Če so bili vmes kakšni direktori, smo vedeli, da jih ne smemo pretirano voditi, ker so oni šefi in jih moramo samo podpirati pri njihovih odločitvah. Če so bili iz kakih drugih krogov, kjer so rabili samo velike energije, smo šli samo z velike energije. Včasih smo pazili, ti rabijo 1 uro, da se ogrejo, potem bo pa šlo. In največja nevarnost je bila spet ta, kako 12-13 let stare otroke obvarovati, da ne propademo v gostilnah. Ker jaz sem vse petke, vse sobote, vse nedelje v gostilnah preživel in upijajo mlade ljudi, vedno starejši, ne mlade. In z nekimi pravili, da se ne pije, da se zdravo živi, zdrav življenjski slog, smo lahko mi Modrijane obdržali nad vodo in da smo še danes tukaj živi, zdravi in da smo lahko na zdrav način, na pristen način si ta občutek za ljudi do te mere
strenira. Ne? Zdaj, ko si govoril o tej zavrtosti naši čustvenosti, tako osebni kot kolektivni, ne? Sem se spomnil na eno prigodo, ki jo dostikrat povem, ko me vprašajo, kako se razlagam, da smo Slovenci tudi politično zelo disciplinirani pri čustovanju politike. Zunaj imaš ti shode, zastave, glasno podpiranje, žvižganje, navdušenje. V Sloveniji tega ni, celo v volilnih zmagah ulice ostanejo prazne, ni nikogar, ki bi praznoval. Ne? Pa tudi sicer veljamo Slovenci sami zase za zelo zadržane ljudi, ki si redko sežemo v roke in se nasmejemo. Jaz sem se dokopal do naslednjega skozi svojo izkušnjo, da če greš ti proti Slovencu, ki ga ne poznaš, on pa proti tebi, in boš ti ostal mrkega obraza, bo on šel enako mrkega obraza mimo tebe. Ja. Toda, če se mu boš nasmejal in mu stegnil roko, se bo on takoj nasmejal in ti stegnil roko. Tako. Gre za neko, ne vem, ali je prirojena, vzgojena zadržanost, ki nam veleva, da počakajmo. Če bo on prijazen, bomo tudi mi. Če pa ne, bolje ne kaži čustvu. Imamo pa drugačen odnos do tujcev. Ko vemo, da je tujc pred nami, se bomo mi odprli, ker mislimo, da je to spoštljivo. In če bi malček bolj razumeli to slovensko naravo, naj ti ne bo odveč, nasmej se, daj mu roko, se bodo vsi nasmejali in vsi ti bodo dali roko. Jaz mislim, da v ozadju je pomanjkanje občutka varnosti. Ljudje so očitno bili skozi generacijo v generacijo kaznovani za to, da so povedali, kaj čutijo. In pri nas pač mi smo mogli tvegati, da smo lahko dvignali ljudi, smo mogli tvegati, izražati veselje in navdušenje. Ti si rekel, že na prvem koncertu ste razumeli, da se treba odpreti in povabiti ljudi, da grejo z vami, tvegati. Morda bodo šli, tvegat. Morda ne bodo šli. Morda bodo šli, morda se vam je kdaj ponesrečilo v tem tveganju? Skoraj nikoli. In to za nami je 1000 nastopov. Ne? Skoraj nikoli, ker dejansko, ko se ti odpreš, se odprejo ljudje, ti sprejmeš tveganje in potem dobiš toliko enih dobrih odzivov nazaj, da se čez čas tudi ti kot človek spremeniš. Če jaz pogledam Modrijane 20 let nazaj, to so bili tihi fantje, skromni, niso upali ne govoriti, niso znali niti ne pozdraviti. Taki prestrašeni fant, ki smo bili, zdaj pa imajo vsi neke kariere, poklice, ampak zato, ker smo imeli možnost dalj časa tvegati in nekaj preizkušati. Zato jaz vedno pravim za mlade ljudi, kako so te obšolske dejavnosti pomembne. Ne? Ja, šola je super in je zelo pomembna, ampak kaj lepega ob šoli ljudje še počnejo? Od naših fantov, glede na izobrazbo, samo eno opravlja svoj poklic. Vsi ostali delamo tisto, kar smo ob šoli počeli. In da je tudi to vodeno. Jaz, če bi bil učitelj prvega razreda, bi se ob tem, kaj je pomembno pri matematiki, zagotovo z starši pogovarjal, a vaš otrok, kaj še rad počne? Ja, z navdušenjem je na vrtu. V redu. Kako lahko to zdaj naredimo kontinuiran proces 9 let, da bo iz tega navdušenja, ko je na vrtu, prišel do prvih 5 evrov za prve jagode, ki jih bo posadil, 10 evrov, kako jih bo prodal, kje bo prodal, da je to tudi del nekega dolgoročnega kontinuiranega plana. Ker mladi rabijo čas, rabijo 4 leta, 8 let, 12 let, da imajo dovolj dobrih izkušenj, da lahko nekaj razvijajo. In vse, kar se ob šoli dogaja, vse, kar se dogaja s prijatelji, imam veliko primerov medvrstniškega nasilja. Pomembno je, kaj se medvrstniško dogaja. Pomembno je, da starejši vedo in kaj tam počnejo in ali so tudi tam neki plani pa cilji, ker se lahko iz tistega neformalnega toliko lepega razvije, ne samo za delovno uspešnost, ampak predvsem za osebnost. Ti si sam prepoznal glasbo v sebi, vi fantje v Modrijanih ste sami našli to, vas je kdo navdihoval, vas je kdo podpiral, vas... Zagotovo na začetku starši, ne? Potem sem pa mi čez čas ugotovili, da nas to spreminja, kot ljudi nas to spreminja. Mi pojemo. Na boljše. Mi kot ljudje smo postali bolj vedri, bolj veseli, pristno veseli, komunikacijske veščine so se nam izboljšale, dobili smo dobre delovne navade, zdrave delovne navade in ena stvar, ki je najbolj pomembna. Jaz se ne bom nikoli pozabil 1. decembra, ko smo imeli 32 koncertov. Po 4 na dan, pa zboleli smo vmes. In takrat je bilo še... Koliko ste bili stari takrat? Še vedno tako mladi? 16-17 let. In odpovedati koncert je bilo nemogoče, ker bi izpali neprofesionalni in morali smo iti čez sebe. Jaz, če ne bi imel Modrijanov, nikoli ne bi imel izkušnje, kako iti do neke meje in potem še en korak čez. Pomembno je imeti izkušnjo, ko res greš tudi do skrajnosti,
človeškega napora. Ker samo tako ti kot človek potem rasteš. Ti moraš imeti to izkušnjo. Ne smemo se bati hudega napora. Ne smemo se bati, da treba kdaj tudi zobe stisniti, da kaj treba potrpeti. In mi nismo bili v vati. In da smo včasih res začutili, evo, to je meja, zdaj pa gremo en korak čez, nas je dejansko gradil kot osebnosti. In tudi ta izkušnja je zelo pomembna. Ampak v skupini, nikoli sam. Mi smo bili 4, 5, pa še kak star zraven. Torej, nikoli nisi bil sam. In skupina ima res čudežno moč. In glavna motivacija, da ste šli čez mejo, Ja. da ste kljub težavam zdravjem odigrali vse koncerte, kaj je bilo? Pripadnost. Ne razočarati ljudi. Pripadnost. Ne razočarati ljudi in pripadnost. Mi smo bili najmočnejša koalicija. Mi se včasih tudi po pol leta nismo pogovarjali, če smo se sprli. Ampak nismo šli na razni. Ker nas je vezalo poslanstvo. Veže poslanstvo. Ne? In poslanstvo je bilo zabavati ljudi. Muzika je bila poslanstvo. To jaz čutim, to znam, to bom delal. In tudi, ko se po pol leta nismo pogovarjali, smo se sprli, vsak dan je teme. Nismo šli na razen, ampak smo to vzdržali in se je dalo. Po pol leta smo se pa spet začeli pogovarjati in je šlo. In to so neverjetno lepe izkušnje. Ampak v teh letih ste imeli neke prelomnice. Ja. Verjetno vedno na boljše, seveda, drugače ne bi rasli, ampak tudi kakšne težave. Ampak mogoče poveš za 3-4 prelomnice, ki so bile tako odločilne za rast Modrijanov do tega, kar ste zdaj. Da so fanti poneutralni pravilo, da na nastopih ne pijemo alkohola. To je bilo kdaj? Koliko ste bili stari? 15-16 let. 15-16. Kar je bilo najtežje. Kar je Kako bilo najstniku razložiti, da na feštah, kjer je vse zastonj, in nismo. Tudi jezika nismo pomočili. Disciplina. Jasna pravila, ki so bila najboljša varovalka. Druga prelomnica, da so fanti ugotovili, da je to darilo, da je to podarjeno in da je to poslanstvo, da nič ni samoumevno, da se lahko čez noč konča in da je lepo to delati in da je to naše poslanstvo. Tretja prelomnica je bila zagotovo Noč Modrijanov, ki je bil za nas tudi nek duhovni projekt. Za nas je bilo to najlepša molitev, najlepše slavljenje življenja, najlepše slavljenje Boga. Kjer smo mi začeli ugotavljati, da je glasba gre na področju duhovnosti in ni nikoli dokončno razložljiva. Četrta prelomnica pa je bila ta dejansko, ki se dogaja zdaj, da že tudi naši otroci rastejo v tem duhu, kako je lepo pripadati neki skupini in skupaj z njo odraščati tudi kot človek. Tudi ko sem bil na tvojem spletu, sem videl, da daješ veliko pozornost tej duhovni komponenti glasbe. Ja. Lahko rečeš kaj več o tem? Celo Boga si zdaj omenil. Ja. To je tudi ena stvar, o kateri se recimo je krč v Sloveniji, ko se pogovarjamo o tem. Pa Bog ne da bi bilo naše poslanstvo prepričevanje nekoga, Bog je, pa Bog mora biti, pa morate to poslušati. To je tudi ena velika napaka, ki se dela v družbi, da moramo biti Boga boječi, pa da je to vse pod prisilo. Zelo podobno kot kakšne druge teme. Pušč človeka, da sam prije do svojih spoznanj, da čuti, kar čuti, da misli, kar misli. Mi smo bili drzni, mi smo se po Noči Modrijanov v odpovedni špici vedno zahvalili, hvala Bogu za vse blagoslove, da smo to zdržali. Mi smo ves čas čutili prisotnost nečesa, kar nas presega. Tudi ko se je glasba ustvarjala, nismo imeli nikoli dokončno razložljivega občutka, ali je to naše, ali nam je bilo to dano. Nek občutek, ko imaš občutek, da je od nekod prišlo, pa da ni čisto tvoje. Zato smo mi veliko avtorskih honorarjev, ki smo jih dobili od avtorskih agencij, dali v dobrodelne namene, ker jih nismo čutili, da to prepada nam. Da moramo nekaj dobrega s tem hvaležnosti. Ja, občutek hvaležnosti. In da glasba presega. Ljudje so nam pisali pisma z bolnišnic, da jih je to po koncu zdržali, ko so okrevali po raku, ko so imeli kakšne težke operacije. Torej, glasba res čudežno, zdravilno deluje. Ne? In odpira neke omare, neke predale, ko jih nobena druga stvar ne odpre. Se pravi, je verjetno tudi zelo pomembna za mladega človeka, ki odrašča. Ja. Tudi za tiste, ki nimamo posluha. Absolutno. Ja. Zato, ker tukaj se nekaj dogaja. In nekdo je pač izvaja, nekdo je posluša. Je pa res, da občutek na odru je res lep, je pa spet tveganje. Vedno, jaz pogosto včasih tudi 1 uro mižim, naprimer, na odru, ne? Ker težko odprem oči pa gledam ljudi. Ker na odru se ti razdaš, odpreš srce in vedno moraš nositi tveganje, kaj bo, kakva bo reakcija, kaj bo ljudje naredili. In to se vse prepleta. Na odru je taka žlobudra sramu, strahu, lepote, užitka
Pa tudi to, ne? Ves čas moraš ohranjati neko skromnost, ker oder je verljiv, oder daje dober občutek moči. Če pa moči nimaš pod kontrolo, te pa lahko zelo odpelje. Ker jaz sem bil na odru v svojem življenju 10 000-krat. Težko bi rekel, da me kot človeka to ni spremenil. Velikokrat sem se počutil zelo močnega. Dvignil sem roko, pa je 10 000 ljudi dvignilo roko. To je tak zelo narcisoiden občutek. Ne? In oder, sploh v zahodni kulturi, je tako narejen, ne, da si ti nad ljudmi. Ne. Ni grško-rimsko, ko si ti spodaj, pa ljudje te gor gledajo, pa ti dajo aplavz, če si dober, ne, ali pa če jih dovolj zabavaš. In ta občutek več vrednosti, ki se zgodi, moraš krotiti, če ne zelo hitro rataš naporen sebi in drugim. In to je bilo tudi eno poslanstvo pri Modrijanih, da smo se ves čas o tem pogovarjali, da je ego krasna stvar, ampak ga moš ti jahati kot konja, ne obratno. Lahko prije do velikih problemov. Glej, o vseh teh stvareh, pa sva kratek čas v pogovoru, se mi zdi, govoriš zelo reflektirano, premišljeno, ne? Z neko, skoraj neko filozofsko, ne, mislijo na vse. Razmišljaš veliko o teh stvareh ali to prihaja kot neka kolateralna korist od vsega, kar delaš? Ali o tem razmišljaš? A veš, in kreiraš potem neko svojo podobo, ravnanje, ali je to prihaja samo kot posledica tvojih ravnanj za tabo? Zelo veliko razmišljam o tem. Zelo veliko razmišljam o tem. Študiral sem socialno delo. Dr. Jože Ramoš je bil moj mentor in z njim sem debatiral. Debatiral sem pogosto ob problemih in ob stiskah. Debatiral sem, recimo, pogosto, ko šlo kaj narobe. Zakaj se je to zgodilo? Zakaj je družba tako reagirala? Recimo, eno vprašanje. Noč Modrijanov je bila razprodana v minuti. Tega se spomnim, ja. Enkrat celo 50 sekund. Če ne bi imel privilegijo, ne prišel zraven. To je bila velika ljubezen ljudi. Ampak tisti, ki niso dobili karte, so nas pa sovražili. So bili jezni, so gnev spuščali po nas. Veliko prijateljev sem zgubil. Pošiljali so na pol jezna ali grozilna sporočila, kaki ste, zakaj nam to delate, ne? Kako se je iz tega preskok iz občudovanja naredil v trenutku preskok, ko ti nekaj ni dano na klik, preskok v jezno in v hudo frustracijo. Ne? In sem šel s tem dr. Jožetom Ramošem in smo debatirali, zakaj tako družba odreagira, zakaj tako. Recimo, ampak se oni niso prišli do kart, zato ker preprosto so bile razprodane. Ja, ampak niso tega sprejeli. Človek ni tega sprejel. In kako si razlagaš to? Zdaj, ko sta se pogovorila? Jaz mislim, da je to stvar zadnjih 10-15 let, ko smo vajeni, ko smo zelo razvajena družba. Vse je na klik, vse je, mora biti trenutku dosegljivo, če ni trenutku dosegljivo, je huda frustracija. In pogosto je tudi na nastopih tako. Pride recimo človek do tebe in ima glasbeno željo. Si nekaj želi, pa če mu takoj ne spomniš, te že grdo gleda, ti že kaže vse možne prste, sredince in tako naprej in ti moš mirno odreagirati do konca. Mi, ko smo na odru, se soočamo z vsemi čustvi. Tudi z jezo, tudi z sovraštvom, tudi z vse, kar se dogaja ob 8 zvečer in ob 4 zjutraj. In vidiš človeka v vsej lepoti, pa tudi v vsej svoji bedi. V osnovi pa ljudje pač preko teh filtrov dajo ven sebe in svoje občutke in včasih, če to ni kontrolirano, je lahko tudi nevarno, ne? Nočno življenje. Ti in jaz oba so na nek način na nekem odru, ne? Ti na glasbenem, jaz na političnem in pred nami so ljudje. Koliko jim ti skušaš ugajati, ne glede na to, kaj je tebi všeč, koliko jim skušaš ti približati to, kar je tebi všeč, ne glede na to, kako te oni sprejemajo. Koliko si oportun, koliko si pripravljen tvegati, da jim daš tisto, kar ti misliš, da je prav. Do kje greš? Kje iščeš kompromise? Ker na koncu oba sva pa tukaj zaradi njih, ne? Tako. Kje iščeš? Vedno manj skušam ugajati. Vedno manj skušam povedati to, kar mislim, da bi oni želeli slišati. Vedno bolj skušam povedati to, kar jaz mislim in čutim, ne glede na odziv. In skušam tudi kdaj povedati tisto, kar predvidevam, da čutijo, pa ne želijo slišati. In tudi, kar mogoče ne znajo povedati. Jaz, ko stopim na oder, ko da vidim, če je 1000 ljudi, ko da vidim 1000 vibracij. Ne? In pogosto mi gre na jok, ko vidim utrujene obraze, zgarane obraze, sploh zdaj po covidu. Se mi zdi, da se je tudi publika malo spremenila. Ljudje so iztrošeni, ljudje so toliko zaskrbljeni, da mi je po koncertu iti težko med ljudi jim dati roke, ker mi je hudo, ker vidim, da vidiš podočnjake, vidiš gube, vidiš skrbi, kako bojo plačali položnico in tako naprej.
In vedno bolj cenim, kakšen privilegij je, da ti nekdo nameni 2 uri pozornosti in še 2 uri prej, da se uredi, da se počese, da se obleče, da se pripelje, da pride domov, medtem ko pride domov in že razmišlja o tem, kako plača položnico jutri, ker se vse tako podražilo. Ne? In včasih je zelo težko. In glasbeniki moramo paziti, da nas ne odnese ta nek varen balonček, v katerem živimo, ne gre nam slabo in da še vedno ohranjamo stik z ljudmi. Zato nam so vedno rekli glasbeniki, Modrijani ste prepoceni. Vi bi mogli igrati za velik denarja 20krat na leto, ne pa za poprečen denar 200krat na leto. To je bedarija. Ne, jaz rabim ta stik med ljudmi. Jaz hočem iti na veselico v vas za relativno nizek dohodek, zato da bom videl ljudi. Ne, da sem v nekem balončku nekajkrat nastopil na leto in igram neko zvezdniško življenje. Jaz to nisem, mi to nismo. Jaz te zelo dobro razumem, ker se mi zdi, da sem jaz imel vsej karieri enak pristop, zlasti, ko sem bil predsednik države, iti med ljudi, tudi če sta samo 2 na koncu. To je tveganje, vse je vedno tveganje. Pa tudi niso vedno ljudje prijazni. Ne? Niso, ampak kaj ti pa preostane druga, če hočeš biti njihov na nek način, ne? Ker njim pripadaš. Ne? In tukaj imamo iste izzive, iste težave, ampak tudi iste sreče, ko nekaj uspemo. Ne? Koliko si ti za svojim obnašanjem v teh 20 letih, pa vendarle to naravo, o kateri si prej govoril, zadržanosti, spreminjal. Koliko ti je to uspelo? Svoje obnašanje? Ja, ne svoje. Obnašanje ljudi, ne, vendarle. Kljub temu se ti zdi, da ste Modrijani pustili nek pečat s tem, ko ste želeli reči ljudem, dajte malček pred srce, dajte malček pred dušo. Vsaj takrat, ko ste na koncertu, če ne sicer. Koliko vam je to uspelo? Koliko ste spreminjali slovensko dušo? Kar se tiče duša povezana z nekim domoljubjem, pa z lepim občutkom do Slovenije, da tukaj smo nekaj naredili. To smo tudi mi Modrijani celni pretep. In tukaj so vam tudi drugi ansambli sledili, ne? Ja. Jih ni sram, grejo. Tako. Ne? To vidim. Prvi koncert, ena noč Modrijanov se je začela z Zdravljico, pač s himno. Nikoli se še ni narodno-zabavni dogodek. Koncert v športni dvorani začel s himno. Zakaj ne bi? Zakaj ne bi? Zakaj ne? In to domoljubje pa se pogosto potem ti kdo očita, ja, ste preveč nacionalistični, ne, morate paziti. Ne, to gre za lepo, zdravo domoljubje. Ja. Jaz to poznam, Blaž, ker ko sem jaz leta 2014 na prvenstvu začel mahati zastavo, je bilo takih in drugačnih komentarjev zelo veliko, ampak se mi je zdelo, da vem, zakaj to počnem in smo nekako to počeli naprej. Dokler nismo samo nekaj let kasneje v Stožicah slišali 5-13 tisoč ljudi brez glasbene podlage himno. Tako. Tega Slovenci prej nikoli niso naredili. Ne. Pa ne pravim, da zaradi moje zastave, ampak hočem reči, da z nekim upiranjem starim predsodkom o sebi, ti lahko iz sebe narediš ogromno. In tisto petje himne v Stožicah je zdaj navdih vsem velikim prireditvam. Tudi zadnjič v Planici, ko se je zapela himna ob naših orlih, so ljudje skoraj jokali, ker se je to dotaknilo. Mi sami smo sposobni proizvesti navdihujoče stvari, samo malček se moramo odpreti. Ne? In vedno sem tudi razmišljal, kako bi naredili državno proslavo drugače. Ne? Vedno sem se igral z mislijo, kako narediti, da je državna proslava enoletni projekt. Da bi ljudje sodelovali pri soustvarjanju nečesa, kar bo, da bi se ljudje veselili tega. Ljudje se veselijo, če delajo zraven, če sodelujejo, če soustvarjajo. Delo je vrednota in Slovenci, Slovenke, vsi, ki tukaj živimo, zelo radi delamo. Ne? Največja neumnost je, ko smo od staršev slišali, uč se, da ne boš rabo delati. To je pač ena fraza, ki je zelo napačna, pa še vedno je včasih prisotna. In sem razmišljal, kako narediti državno proslavo, da bi ljudje kreirali oder, da bi ljudje soustvarjali oder, iz katerekoli pokrajine bi prišli, bi nekaj prenesli, soustvarjali, delali na tem, delali na programu, zraven priklicali umetnike, ustvarjalce. To je bila razlika pri Modrijanih. Mi smo zelo radi ljudi vključevali. Srček luči Modrijanov je, da so ljudje sodelovali. Vključili smo, združevali smo tako zelo različne ljudi, od pesnikov do pisateljev, do predsednika, do glasbenikov in bilo nam je skupaj lepo. In bila je pozitivna izkušnja. In to je dejansko, združevali smo. No. Tukaj smo si bili vedno blizu, zato sem jaz občudoval, sprava, združevanje, povezanost, ampak v dobri, lepi delovni izkušnji. Da ni samo filozofiranje, da ni samo enkratno navdušenje, ampak da je to tudi delovni proces. Ne? Se ti zdi, da ste tudi v tem času, pa ne mislim zdaj samo zaradi tega grafita, ki je lahko tudi provokativen, lahko pa tudi kot kompliment, spremenili tudi to videnje
vloge slovenske narodno-zabavne glasbe za našo identiteto, za naš narodni značaj, ali misliš, da je še vedno ostalo pri nekem starem, zelo staromodnem razmišljanju o tem? Spremenilo se je, marsikaj se je spremenilo na bolje. Kakorkoli že, če gremo na splet, še vedno, ko vtipkamo noter kakšen ansambel narodno-zabavni, najdemo, da je to nemška ljudska glasba. To pomeni, še premalo je narejenega. Mi se moramo zavedati, da so ene stvari del kulture in da moramo svetu nenehno vsak dan na vseh možnih kanalih in platformah ves čas poročati, kaj to je, odkot prihaja, zakaj je to posebno, zakaj je to lepo. Mi moramo z lastnim navdušenjem navduševati druge. In Modrijani, tam, če greš na neke spletne strani, nemška ljudska glasba, ja, ok, zdaj treba to urediti. Kako? A bo pomagalo ministrstvo? Katero ministrstvo pokriva glasbo? To vrstno, zabavno kulturo. Nobeno, gospodarstvo, kulturo. Katero? Tak je, ker je nepomembno, pa ni nepomembno. Ker je del kulture. Je pa vedno boljš. Je pa res, da tukaj so zelo veliko naredili ne Modrijani, ampak tretja generacija Avsenikov, Saša Avsenik, ki vrhunsko dela in tudi nadaljuje tisto, kar je dejansko bilo ves čas paradni konj. To je pa Avsenikova zgodba in vse, kar je povezano z Avseniki, predvsem v mednarodnem prostoru. Se ti zdi, da tudi glasba recimo ilustrira to neko ločenost, če je, tukaj sem vedno v zadregi ali ne, prikimam ali ne, tej definiciji, da je neka razlika med urbano in podeželsko Slovenijo. A je po tvojem mnenju? In če je, kakšna? Nobena. To je neka ideja, o kateri se zelo veliko govori in ker se tako veliko govori, se verjame in o tem se piše, sicer pa nič ni. Večkrat so nam rekli, kdaj bo narodno-zabavna glasba v Ljubljani. Pa mi odkar se spomnim, špilamo v Ljubljani. In ravno tako napolnite dvorano, a je kakšna razlika v odzivu ljudi? Ne. Večje veselice so v Ljubljani, ker je več ljudi na kupu. In mi smo igrali vse kraje okolice Ljubljane, na vseh trgih, na Kongresnem, na Prešernovem, na Pogačarjevem, vse smo igrali, bilo je super, bilo je fajn, lepo smo se imeli. Pač Sloveniji težko, jaz mislim, da urbano, ruralno, da težko sploh o tem govorimo, treba se pa truditi za vse zvrsti. Za tiste, ki se tretirajo kot urbane in za tiste, ki se tretirajo kot ruralne. Vse je pomembno, ne? Tudi alternativna glasba je zelo pomembna. Ves čas mora biti ravnilovka. Jaz sem tudi oddajo šel spreminjati, televizijsko, zato da je večja prisotnost tudi pop glasbe. Skozi mora biti vaga, skozi mora biti tehnica, vse mora imeti svoj prostor. Jaz sem dostikrat rekel na presenečenje javnosti, da za razliko od medijskih ocen ali mojih kolegov, da vlada nek razkol med Slovenci in da je politika se zelo zažrla v javnosti in da nas deli in tako naprej. Sem rekel, da ne, jaz veliko hodim se v mesta in na vas, v velike in majhne kraje, srečam skromne in premožne ljudi različnih generacij in se mi ne zdi, da te politične polemike gledajo globoko med ljudi. Ampak ostanejo na površju. Ljudje so vendarle bolj vedri in manj izključujoči, kot to želi prikazati politika in mediji. Kako ti vidiš te stvari? Identično. Povej malo več o tem, kako ko sem bral, ko bereš poročila, vse je narobe, politika, ljudje so razklani, In potem greš v neko lokalno skupnost, ker je veselica. In tja pridejo župan, pa vsi pomembni veljaki, pa ljudje, vsi sodelujejo in potem malo si pozoren, oni iz one stranke, skup sta, debatirajo, kako bodo uredili krožišče, odprli so tudi novo športno telovadnico za otroke, super jim gre, mehna občina, vsi sodelujejo, vidijo spremembe, delajo na spremembah in imajo nizke plače, ampak so vedri, se znajdejo, imajo, hvala Bogu, doma tudi nekaj vrtov, kakšno žival, da so relativno bolj samooskrbni, hvala Bogu, svojo nepremičnino, ki je šla iz generacije, in shajajo. In gre in jim je v redu. Ne? To je bolj vedro, kot bereš. In dejansko, jaz sem ves čas govoril, da je to schizofreno. Da se ljudem vseljuje kontra, kot v resnici je. Ti si tudi medijski človek. Si? Ja. Radijski in televizijski voditelj, so ustvarjaš to medijsko krajino. Kako si potem razlagaš to? Kje pride? Sej, tudi jaz bi lahko zdaj pogledal in si rekel... Velikokrat nisem upal o tem govoriti, ker sem se bal, da me bodo zatolkli. Bal sem se... Glede česa, da te bodo? Glede tega tvojega vtisa? Tudi, da bi jaz jasno povedal,
številnim politikom ali pa drugim medijsko pomembnim osebam ali pa urednikom, da se motijo in da vse, kar govorijo, ni res in da je bedarija. Bal sem se. Ker vsem sem bil mogoče prestrašen, bil sem kot voditelj, pa kot glasbenik, kaj se bom jaz v te stvari vtikoval. Oni več vedo, so naštudirani, so razgledani, že vedo, ne? Ampak mogoče bi moral tudi večkrat reči, ne? Nehajte, ni tako, bil sem med ljudmi, videl sem, da ni tako. Jaz sem imel enake težave, ker ni enostavno iti proti vetru, ne? Ampak jaz sem tudi na državnih proslavah rekel, da se ne strinjam z ocenami, ki so zelo splošne v politiki, da smo zelo razklani. Nasprotno se misli, ljudje so zelo povezani in moramo na tem delati naprej. Ne? Tako da sem vesel, da tudi ti tako vidiš stvari in upajva, da imava prav. Ne? Pa še ena stvar, ne? Lokalna skupnost v Sloveniji, po mojem mnenju, ima največjo vrednost. Absolutno se strinjam. In jaz sem časih, ko sem bil še mlad pa neumen, sem rekel, občine, preveč je občin. Razmišljaš, to je 200 računovodij, 200 županov. 212, ne? To je ne. Hvala Bogu. Ja. Ker to funkcionira in deluje in lokalno se ljudje čutijo povezani. In kar je najbolj lepo v Sloveniji, ljudje vedo za tistega Francija tam, ki mu je žena umrla in ki zelo težko shaja in 3 gospe so se organizirale z enega ali z tretjega društva in mu boje pomagale. Vedo zanga. In jaz, ko sem hodil med ljudmi, znala je lokalna skupnost poskrbeti za tiste, ki so res potrebovali pomoč. Pa tudi, če so kdaj organizirali koncert. Ne? Mi smo igrali za en kup dvigal za invalidne ljudi ali pa otroke in za terapije dodatne, ki jih zavarovalnice niso plačevale, otroci so pa okrevali bolj, če so imeli denar za te terapije. Organizirala je pa to lokalna skupnost, ta koncert. In to je darilo. Mi ne smemo razbiti lokalne skupnosti. Mi ne smemo tega razbiti. To je največje darilo, ki ga imamo tukaj. Zdaj imava problem, da se preveč strinjava, ampak moram prikimati temu, kar govoriš. Jaz sem zelo veliko hodil na občinske in druge proslave in sam ljubi Bog mi je pričal, da sem to res vedno rekel na začetku, da sem hvaležen občinskim skupnostim, občinskim svetom, županu, pa vsem ljudem, da ohranjajo to skupnost. In da skrbijo eden za drugega in da me to pomerja in da ta očitek, da je to zelo razbito na 212, da je to drago, nič ni. Ta strošek se obrestuje, ljudje so povezani, skrbijo, tako kot si rekel, eden za drugega, vejo eden za drugega, se zanesejo eden na drugega. Manj je osamljenost. Osamljenost se pa zažre. Jaz, ko sem hodil med ljudmi, če mi je kdaj stisnil, ko vidiš starejšega človeka, ki je osamljen. Zato tudi jaz, veš, veliko govorim o tem, da je to zelo kul, me pa skrbi in o tem, zdaj kot rečeno, veliko tudi pišem, da moramo skrbeti enako tudi za narodno in državljansko skupnost. Ne? Da ta ne sme razpasti na različne skupnosti, na različne realnosti, kjer bomo eden mimo drugega hodili. Če znamo to na lokalni ravni doseči, smo, mislim, da Slovenci absolutno sposobni tudi na narodni in državljanski. Ja. Se moramo pa zato še malček potruditi. Jaz sem enkrat, pa to sem velikokrat povedal, kje druge, ampak en muzikant je, ki ga zelo spoštujem, to je Franče Govc, Štirje kovači. Štirje kovači so upisani v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje delujoč ansambel na svetu. 68 let igrajo. In Franca Šegovca, ki igra 68 let, sem vprašal enkrat tako, na podobnem intervjuju, Franc, kako bi vi svet spremenili? To je zame najtežje vprašanje. In ni razmišljal, pa mi je v enem stavku povedal vse, kar mi je lahko povedal. Rekel je, ljudi bi naučil pozdravljati. Tako bi on svet spremenil. Kdor pozdravi, ta spoštuje. V osnovi se moramo mi naučiti spoštovati. Kaj pa zdaj to pomeni? Da pri človeku se trudiš videti tudi, kaj je v redu, pa kaj je dobro. Da ni to zgolj fraza, ampak da to postane del tvojega življenja, da se trudiš videti dobro. Spoštuješ in bo tudi pozdrav drugačen. In to se na 20, 30, 40 let se to more poznati. Da delamo dovolj na tej vzgoji? Absolutno premalo. Ker jaz tudi dosti krat rečem, zlasti ko sem šole obiskoval, mislim, da sem bil 124, sem vedno rekel, lepo je, da se učite in morate se, to je bistvo. Ampak morate se tudi vzgajati. En drugega pa šola tudi vas. Ne. In se mi zdi, da premalo cenimo ta pomen vzgoja. Tudi v tem smislu, da se naučimo živeti kot osebnosti, svobodne, odprte, vseh sort, ampak tudi kot del povezane skupnosti. Ne. In če je družina
če v družini stvari nekako na srečo delujejo, veliko družina tukaj odnese. Nimajo pa vse družine te sreče, so tudi razbite družine, ampak lahko pa športno društvo pri tem pomaga, kulturno, gledališko ali pa ansambl. In fantje so bili tudi pri Modrijanih iz razbitih družin. In tukaj so imeli 23 let dobrih izkušenj, navdušenja in spoštovanja. In zato se mi zdi, da je mala skupina pomembna. Šola, vsa društva. Zame je gledališko društvo nekaj najlepšega. Koliko enih srečnih ljudi sem jaz na terenu videl v gledališkem društvu ali pa športnem društvu. Potem pa lokalna skupnost in potem ta večja skupnost. Ne? V osnovi pa dobre izkušnje, ki krepijo samozavest, premagovanje odporov in razvajenosti. Veliko je tudi razvajenosti, ki je zelo zažrta. In potem seveda to spoštovanje, medčloveški odnos. To dela, kaj dela to? Ljudi dela to srečnejše. In pod črto, jaz ko vprašam starejšega človeka, starega 80-90 let, kaj je bilo fajn? Reče, fajn smo se imeli. Nobel mi ne reče, dobro, avto sem vozil. Na spomeniku mi bo napisal 3.0 turbo dizel 150 konjev ali pa 200. Ne, fajn smo se imeli. Kje? Ja, tam v službi smo se imeli fajn. Radi smo delali. Pa težko je bilo, ali ni bilo težko delati? Bilo je težko, sam če smo se pa dobro razumeli, je pa minil, pa je bilo fajn. Na koncu vidiš, da ljudje smo odnosna bitja. To, kar si zdaj povedal, me spominja na drugo mojo izkušnjo. Ko sem pred leti gledal ta film, ki ga mnogi poznamo, mislim, da je naslov Vse je ljubezen, se začne z resno pripovedjo, čeprav gre za komedijo, o tem, da pravzaprav ljudje, ko smo soočeni s koncem svojim, bolezen, karkoli, nikoli ne pošljemo sporočil sovraštva. Vedno sporočila ljubezni. Vedno. Kar pomeni, da v osnovi verjetno smo, kot smo rekla, odnosna in tudi dobra bitja, ne? V osnovi smo dobra bitja. In se mi zdi to, kar si rekel, da je tudi zelo pomembno večkrat na glas povedati, ne? Ja. Se moramo tu malček potruditi, ne? Zdaj, preden bova čist na koncu rekla nekaj o tvoji prihodnosti, te bom vprašal, vem, da še nisi na koncu in ne delaš inventure, ampak če bi se ozrl nazaj, kaj je tvoja dediščina, Blaž? Kaj je tvoja dediščina, na katero si ponosen, čutiš neko zadoščenje? Da sem nekaj ljudem v življenju polepšal večer, zaradi katerega jim je bilo vredno živeti še en dan, ali pa en teden, ali pa še en mesec. In od tukaj zdaj lahko pričakujem tudi tvoj načrt za prihodnost. V osnovi je bilo moje poslanstvo pomagati ljudem. Je zagotovo ta klic bil v meni vedno najbolj močen. Zato si tudi študiral to. Socialno delo, tako. In zdaj z muziko, pa z mediji, pa vsem šovom, ki te tudi malo zasvoji in zaslepi, sem ta občutek mogoče malo zatrl, ampak v osnovi sem si vedno želel pomagati. Leta pa minevajo in časih se mora tudi kaj zgoditi ali pa mora biti eno tako vprašanje, da ti da misli, da v bistvu je to tisto, kar si v življenju zares želim. Kaj obžaluješ, da nazaj, kaj posebnega ali velikega? Obžalujem, da nisem večkrat s svojim dedkom sedel pa ga spraševal v njegovem življenju. Pač mudilo se mi je. Ne? Za svojo staro mamo sva veliko presedela in se veliko pogovarjala. In vem, da ste se pogovarjali tudi o nekih kontraverznih družinskih zgodbah. Vseh mogočih, ne. Moj dedek je pač... Je to vplivalo kaj na te? Zelo. Ja. Kaj pa najbolj? Preživel je drugo svetovno vojno. In ko je dobil rahlo demenco, mi je vse povedal. Povedal kaj, če ni skrivno? Vse, kar je doživel. Kaj pa je doživel? Pač, ko je šla nemška vojska čez vas, je pobrala te mlade fante, potem pač za njimi so prišli pač partizani, je pobrala, kar je še ostalo, in mi je razlagal vse, kar se je dogajalo potem, ko je zbežal od nemške vojske, pa potem še enkrat od partizanov, pa vse, kar se je dogajalo, dvakrat je bil pred zidom. Pa ga niso ustrelili, ker so ga rabili, ker je bil sicer zelo iznajdljiv. In mi je pripovedoval vse, kar se je dogajalo. Vse težke stvari in tudi vso lepoto, ki se je v tako težkih razmerah zgodila. In tam iz njegovih pripovedovanj sem vedno dobil pač misel, da dobro vedno pač za en gol vodi. Ampak res samo za en gol. In da dobro vedno zmaga. In da so vse vojne čisti nesmisel. Čisti nesmisel. In eno veliko trpljenje. In moč glasbe,
On je harmonika igral zato, da je lažje preboleval vojno tragiko. On je rekel, jaz moram harmonika igrati. Zakaj? Tudi potem, ko je Tako, podoživljal. po vojni, ko je to podoživljal, da si je s harmoniko in z igranjem in z muziko je to preboleval, da ni rata zagrenjen in poln sovraštva. Aha, torej muzika ima čudežno moč. Aha, da se. No, tako se je pol začelo to moje razmišljanje in vse ostalo. Zgodbe pa težke, mogoče bom kdaj popisal, ampak vse načeloma vsi vemo, kako grozne stvari se dogajajo, ko človek dobi orožje v roke. Ne? Pa eni reagirajo tako, drugi pa tako. To je moč, to je oblast in za vsako stvarjo, tudi s tem, da imamo mi da zdaj priložnost nekaj povedati, je treba ravnati Boga boječe ali pa strahu spoštovanjem. Tudi misel je močna kot orožje. Absolutno. In vse se je začelo z besedo. Vse z besedo in treba je paziti. In tudi pogled, konec koncev. Jaz sem večkrat v svojem svetu, pa včasih malo mrk, in pol se vedno spomnim na mami, ki mi je vedno govorila, moraš biti prijazen, moraš biti prijazen, moraš biti prijazen. In imela je zelo prav. Ne? Greš v trgovino, greš na banko, kamorkoli. Tudi en prijazen pogled reši dan. Ne samo tebi, ampak tudi drugim. In to je pomembno. In to je tudi tak trening. V bistvu obnašanje je tudi trening, kot Luka Dončić. Mi bi mogli biti vsi eni Luka Dončići v spoštovanju, vedenju, lepem pozdravljanju. In to bi mogel biti tudi en predmet v šoli ali pa nasploh, ne vem, kje v življenju. Zdaj, jaz sem obljubil na začetku in to je bila veliko drzna obljuba, da te bomo spoznali tudi kot nekoga, ki kot zelo zrela, razsodna osebnost, empatično razmišlja o sebi, o skupnosti in mislim, da nas absolutno, Blaž, v tem pogovoru nisi razočaral. Zato sem ti zelo, zelo hvaležen, da si sprejel to vabilo. Te imamo radi, razmišljaj in delaj tako naprej. Ti želim, da bi v življenju imel še veliko takih uspehov in da bi imel tudi eno osebno zadoščenje. Hvala tudi tebi za vse dobro, kar delaš. Hvala. Vam pa srečno, se vidimo naslednjič.